Zdaj, Zasavje je ena od dveh regij, ki je vključena v mehanizem za pravični prehod. To pomeni, da ima eno posebno identiteto, tudi upravičenja do sredstev, ki pripadajo tistim regijam, ki se soočajo z razvojnimi izzivi in priložnostmi, zato ker imajo skupno identiteto, izhajajo iz premogovniške tradicije. In ko so nas, zdaj nas vsi preučujejo, spravi, gleda nas OECD, gleda nas Evropska komisija, gledajo naše ministrstvo za kohezijo, kaj bomo zdaj s tem skladom prav zares naredili. In znotraj enega od poročil, ki smo ga dobili pri Evropski komisiji, je tudi to, da je turizem bil prepoznan kot ena od tistih gospodarskih panog, ki lahko ponudi novo razvojno priložnost, dodatno razvojno priložnost tudi za Zasavje. Zasavju, glede na to, kaj se trenutno pač tudi z gospodarstvom dogaja, rabimo neke nove gospodarske panoge. Potem, ko se je začel izhod iz premoga in se je zdaj končal in zdaj vzpostavljamo novo gospodarstvo in razmišljamo o novi identiteti Zasavja, moramo razumeti turizem kot samostojno gospodarsko panogo, če želimo, da zaživi v vsej svoji obliki. Drugače, in tudi je to zavestna odločitev, da se tudi viri in sredstva in znanje potem kanalizira v to. Nobena nova gospodarska panoga ne nastane sama od sebe. Kar je drugo, kar je zelo pomembno, je, da vsak obiskovalec, ki pride, ne podpre samo turističnih ponudnikov, ampak v bistvu gre tudi v to, da podpira tisto, kar je zaledje. Je to gospodarstvo, je to kultura, je to umetnost. Ampak ena stvar, ki smo jo pa postavljali in kjer hočemo delati malo diferenciacijo in malo različni biti od drugih, je, da glede na to, kar se trenutno tudi dogaja z vsem skladom, tudi pa z vsem spodbujanjem malega podjetništva in startupov, trenutno je kar izjemno koncentracija inovativnih startupov je v Zasavju, je, da tudi druga gospodarska dejavnost že postane turistična dejavnost. Je, da je turizem tisto, na kar so lahko ljudje ponosni znotraj regije. In ena od regij, ki se pri tem sodelujemo, je Baskija, ki je tudi šla čez zelo podobno krizo identitete, zelo podobno industrijski padec, ampak so izkoristili turizem tudi v duhu tega, da je to postal njihov, se pravi, da so se postavljali in da so gradili svojo identiteto čez to. Tudi koncept darinske poti, da se bomo lahko o tem pogovarjali, ker je to eden od tistih prvih tudi regijskih produktov. Zelo pomembno se mi zdi, da je postavljena zemljevid kompetenčni center za izobraževanje in usposabljanje kadrov in da se ne pogovarjamo o turizmu zgolj samo kot o produktih turističnih, ki jih je treba razviti, ampak kot o celoti, ki je potrebna, moramo oddelati in narediti za to, da pridemo naprej. Namreč želja vseh 4 občin, se pravi Zagorja, Hrastnika, Trbovelj in Litije je, da se ustanovi destinacijska management organizacija. To pomeni, da bomo imeli organizacijo, ki se bo profesionalno ukvarjala s turizmom. Ker zaenkrat je pač v Zasavju tako, da ste s turizmom, kar se tiče turizma, organizirani samo v društvih. To je super, ker to je edina osnova, to je edin ta prav gostoljubje, ki ga lahko turist dobi, če se s turizmom ukvarjajo ljudje ljubiteljsko, ker so gostoljubni, ker jih ne poganja kapital, ampak jih poganja samo notranja motivacija, biti gostitelj, biti prijazen in predstaviti svoj kraj, svojo regijo srčno. To je en del turizma, ki mora biti in mora ostati in zaradi tega smo tudi danes pripravili to srečanje, da se ve, da ste pomembni, smo pomembni. Se pravi, društva so v razvoju turizma zelo, zelo pomembna. Kljub temu je pa nujno, da se regija, kot je Zasavje, ki jo je Anja tako lepo opisala, v turizmu začne povezovati tudi profesionalno. Se pravi, da dobimo ljudi, ki bodo 8 ur na dan delali za razvoj turizma v Zasavju. Bistvo je to, da smo mi štartali iz nule, ker nam ni bilo treba. Mi smo imeli industrijo, mi smo bili tretja, govorim Trbovelj pa Zasavje, tretja najbolj razvita občina v Jugoslaviji, celo ta druga, sigurno smo bili ta tretja po BDP-ji in vedno ni mislil, da je treba kjerga strešiti, da je treba kjerga dati. In s hribu so hodili dol
da so dobili denar, ni bilo treba več vina delati, ni bilo treba krompirja, so lahko vse kupili. Zdaj se pa zadeva nazaj vrti, ker hoče iti pa vsi v naravo, pa v zemljan, pa jih ne zanima. Lepo, da imamo tam gor napisan ta rudarski muzej, da v njem govorimo. Sam mi smo že na 5 let na Alpe Adria sprašujejo samo 3 stvari. Kolesarska pot, pohodniška pot, pa kva imate za jesti. Jaz še kar govorim, da jih moramo spustiti, Strojan dol, še kar spustim, govorim, da mora na tem prvem krožišču mora biti 4 grbi in še kar govorim, da ko priješ čez most Savski, tu se pravi, ko govorite v Savi, greš na desno v Litijo, pa v Šmartno, na levo greš Trbovlec, Gorje Hrastnik, pa do Radeče, pa še naprej. Ker ne glede na vse, za nas so Radeče pomembna točka. Hvala za povabilo, pa mogoče najprej s tem sloganom Turizem smo ljudje in lep pozdrav v imenu Turistične zveze Slovenije, sploh, da znate povabiti tudi prostovoljce, ki jih je v Sloveniji 34 000 in v preteklem letu je turistična organizacija s prostovoljci upravila približno 2 200 000 evrov. To ni majhen denar in seveda se na nek način v gospodarstvu sigurno prepozna. Veselilo nas bo tudi, če bo gospodarstvo naša prizadevanja prepoznalo. V lanskem letu je Slovenija po anketah, ki je ministrstvo upravilo, največ ljudi obiskali Slovenijo zaradi narave. 65%. 65%. To se pravi, mi pa to tukaj imamo. Poglejte, danes, ko govorimo recimo en tak primer, gozdnatost, pa mislimo, da je Kočevska najbolj gozdnata. A veste, koliko je gozdnato Zasavje? 66%. To je fantastično. Mi tukaj v Posavju je manjša gozdnatost, kot je recimo na Krasu in tako naprej. Se pravi, neki miti, ki včasih delajo drugam, kot mi razmišljamo. Se pravi, pohodništvo, ja, zares pohodništvo je v enem takšnem velikem vzponu. Imamo več teh stvari, ki jih mi vse to lahko doživimo tukaj v Zasavju. Se pravi, od gorništva imamo čudovite ferate, organizirane, imamo lahko samo sprehode skozi gozd. Vse to mi tukaj že imamo. Obisk v naravi, no tudi to moramo biti Slovenci ponosni, da smo 27 takih društev, zvez, ob Svetovnem dnevu turizma leta 2018 podpisalo skupno deklaracijo o obisku v naravi. Jaz mislim, da smo to zelo dobro napisali in praktično, ti si tudi vodnica, noben vodnik, ki tega ne pozna, ne more narediti izpita. In to